kratko povedano, to je eden najkrajših vsebin predloga sprememb, vsega gre za 13 členov. In kaj je bistvo in vsebina sprememb? Preprosto povedano, od aktualnih politikov je nekdo zaslutil, da zna biti neugodno, če se ti arhivi, točno določen fascikel ali škatla z dokumentarnim arhivskim gradivom, ki so od leta 2006 odprti, javno dostopni, če poseže po točno določenem fasciklu ali škatli, bi to ne bilo dobro za nekatere, ki danes delujejo v aktualni politiki na najvišjih položajih. In zaradi tega je direktor arhiva dejal, ne, te škatle pa ne damo. In to enemu izmed tistih novinarjev, ki se je lotil vsebinske obravnave teh vsebin, ki se nanašajo na preteklost in na konkretne ljudi, ki danes delujejo v visoki državni politiki. In zaradi tega, ker je direktor tega arhiva dejal, ne, tega arhiva oziroma tega fascikla pa ne date, danes je ta del arhiva zaprt. To je približno tako, kot da direktor SPIZ-a reče, danes pa ima ta in ta oseba 600 evrov pokojnine. Zakaj? Zato, ker je direktor SPIZ-a tako rekel. To ni glih najbolj točna ponazoritev, ampak vendarle gre za pomen, da boste razumeli, če si direktor arhiva, če je dejal, da ta del arhiva ni za javnost in ga treba zapreti, je to bilo zaprto. Tako kot da bi direktor SPIZ-a rekel, danes ima ta in ta 600 evrov pokojnine. In to potem vlada in pa vladni poslanci v državnem zboru potrdijo v obliki predlaganih sprememb. Zato je tudi zakon o arhivih potrebno na referendumu 5. junija glasovati proti tem vsebinam. Naj povem, da bodo tako kot vedno na mestih, kjer boste glasovali, da bodo na voljo 3 lističi in seveda na lističuh na teh glasovnicah bo navedena vsebina zakona, o katerem na levi in desnem vogalu spodaj piše, ali ste za ali ste proti, in ker smo v Slovenski demokratski stranki bolj na desno kot na levo, zato bomo obkrožili na desni strani, tam, kjer piše proti.